Kaj vse je zapisano v naših genih in ali lahko iz genov sklepamo na bolezni, ki nas bodo morda kdaj v življenju doletele, nam bo zdaj povedal magister Marko Smolič z Inštituta za DNK analize. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Dobro jutro. Dobro jutro. Pri vas opravljate torej analize DNK. Kako to poteka? Postopek je sila enostaven pravzaprav, zaradi tega, ker sam zajem vzorcev se lahko izvede na več načinov. Ponovadi za tele analize, za recimo predispozicije za kritične bolezni. Domen Petra Slina, ne? Pardon, Petra je bila Strina, recimo, če gremo malenkost naprej na BRCA1, BRCA2, če hočemo sekvencirati oba gena, če govorimo o ženskem raku. Na prsih je tukaj seveda kri, tako da vzorci so različni, potem se te vzorci zanalizirajo, v bistvu se napravijo določeni rezultati, se naredijo pisni rezultati, kjer se v bistvu naredijo tudi napotki, katere predstavi zdravnik, specialist. Tako da je postopek enostaven, se pravi, mi po analizi povabimo naročnike na posvet, oni se tega udeležijo, kadar imajo čas oziroma kadar se v bistvu določijo termini in to je v bistvu to, kar se tiče postopka. Na kaj vse je mogoče sklepati iz teh rezultatov DNK analiz? Recimo, če vzameva samo slino, ne? Veste kaj, zdaj tako je, ne, genetika, jaz genetiko dostikrat primerjam tako kot recimo kot avto, recimo, ko so avto odkrili, so govorili, da je to kočija brez konjev, ne. Ravno tako je pri genetiki. Genetika je zelo široka reč, ne, tako da zdaj, če govorimo, lahko mogoče kaj narobe povemo, ne. Se pravi, genetiko poznamo na različnih področjih, nekatere se ukvarjajo s rodstvenimi testi, nekatere se ukvarjajo z medicinskimi stvarmi, druga se ukvarja lahko tudi s kakšnimi takimi bolj zanimivimi stvari, kako naši predniki izhajajo in tako naprej. Seveda zdaj sam vzorec, kako se vzame, je pa odvisno od metode, ki jo imamo na razpolago, ne. V osnovi je seveda tehnike multipliciranja same DNK so se toliko popravili v zadnjih časih, da je lahko že relativno majhen vzorec tega zadostuje za celo analizo, ne. Potem, ko dobimo rezultat, nad čim smo ponavadi presenečeni, ne? Lahko predvidevamo, da bomo imeli podobne bolezni, kot jih je imela naša mama, babica in tako naprej, ne, stari starši, ali izvemo še kaj novega? Kaj pravzaprav pokažejo te testi? Ja, zanimivo je, da se te vzorci pravzaprav iz preteklosti naših pradetkov ali pa staršev pravzaprav ponavlja, ne. Tisto tako, da tisto, kar se je govorilo včasih, ti imaš pa to, kot tvoja babica, to ni strto zvito, ne. Kar je tukaj možnost genetike edin ta, da v bistvu pove, kjera babica, ne, pa kjere stvari od babice, ne. Tako da tukaj v bistvu smo v bistvu zdaj preskočili ta naravno selekcijo, ki smo že s konji in z rastlinami skozi delali, ne. Se pravi, izboljševanje vrste, tukaj lahko v bistvu v tistem trenutku ugotovimo, kaj je z vami narobe. Jaz vam lahko tudi svoj primer povem, recimo, če vas bo zanimalo. Prosim. No, jaz sem imel recimo očeta, ki je umrl imel je raka na pljučih, imel je zelo močno sladkorno. Mene čisto osebno je to zanimalo, kako je kaj z mojo genetiko in jaz sem zelo vesel, da se te stvari niso potrdile. Seveda, če bi se, potem bi pomenili, da bi mogel drastično spremeniti pri sladkorni bolezni, predvsem predhrano, ne. Pri pljučih pa če treba tudi določene predispozicije, ene ukrepe uvesti, ne. Tako da